spolov je od leta 2021 postal pogoj, od leta 2022 pa nujen pogoj pri prijavah za razpise v okviru programa Evropske komisije Obzorje Evropa. To pokriva v bistvu tako inštitucionalne projekte v različnih linijah financiranja, ki jih ima Obzorje Evropa. In organizacije, ki so dolžne imeti načrt za enakost spolov, so v bistvu, morajo imeti vse prijaviteljice, ki so javne institucije. To pomeni, da so mala in srednja podjetja ter nevladne organizacije izvzete iz tega pogoja kot nujnega, je pa priporočeno, da to v bistvu vse organizacije, tudi javne institucije, kot so ministrstva, imajo narejen načrt za enakost spolov. Mi na ZRC SAZU uporabljamo izraz načrt za enakost spolov v slovenščini. Poznamo, da so eni organizacije, institucije izbrale naziv načrt enakosti spolov ali akcijski načrt enakosti spolov za enakost spolov ali celo načrt za enake možnosti, ki seveda vključuje tudi enakost spolov. V bistvu to so variacije, ki niso normirane in je v bistvu pričakovano, da organizacije to naredijo na način, ki je za njih najbolj smislen in v duhu širšega poslanstva vsake organizacije. Kaj to formalno pravno pomeni, pa je v bistvu eno dodatno okence v online formularju, na primer, ko izpolnjujete prijavnico za Horizon projekte in sem sama, na primer, pri zadnji prijavi naredila screenshot, kako to izgleda, je v bistvu, je treba odkljukati samo ja ali pa ne. Vendar, v bistvu, ko odkljukate ja, vi se na nek način moralno zavežete, da vaš načrt za enakost spolov izpolnjuje minimalne procesualne zahteve. In to pomeni, da je to publikacija, torej, da je neki formalen dokument, ki je javno objavljen in javno dostopen in so z njim seznanjeni tako vsi zaposleni na inštituciji kot druge partnerske organizacije. Torej, ta javnost dokumenta je pomemben element. Potem ta dokument mora nastati, oziroma ne samo dokument, ampak cel plan mora sloniti na nekih dedicated sources, to pomeni človeški, finančni, časovni viri. Na instituciji oziroma institucija jih mora dodeliti, morajo temeljiti na data collection and monitoring, torej na zbiranju nekih podatkov z same inštitucije, ki govorijo o inštituciji in morajo vključevati neki mehanizem izobraževanja. Poleg tega pa so priporočena področja, ki naj bi jih načrt za enakost spolov pokrijo, navedena od spodaj in o tem bomo govorili naprej. Torej, da ponovim, zelo je pomembno dojeti, da načrt mora biti, vsaka organizacija dela za lastne potrebe in mora temeljiti na analizi stanja v organizaciji in potreb različnih skupin zaposlenih na tej organizaciji. Torej, to mora biti neki seznam ukrepov ali problemov, ki jih hoče organizacija nasloviti in mora kot plan imeti neki časovni okvir izpeljave in odgovorne osebe, ki so pristojne za izvajanje načrta. Torej, to je strateški dokument zavezujoče narave, ki ni samo le neka deklaracija dobrih namen, ampak v bistvu program, ki ga je treba izvajati. In v implementacijo načrta mora biti vključeno več oseb na inštituciji, torej tako vodstvo, kot na primer raziskovalke, ki so strokovne za določena področja, ki jih se plan dotika, kot različiti segmenti administracije, podpornega osebja.
Priporočeni elementi, ki naj bi jih načrt za enakost spolov naslavljal, so naslednjih 5 tem. Kot sem rekla, ni nujno, da načrt v tej fazi pokriva vse te teme, je pa priporočeno, ker so v bistvu to teme, kjer se je skozi raziskovanja zgodovino pokazalo, da so v bistvu to pereči problemi, kjer pridejo do izraza te spolne neenakosti, prikrite diskriminacije, in da so to polja dela, zaradi katerih ne zaradi katerih, nego polja dela, v katerih se kaže ta deprivilegiranost žensk, manjšin in drugih oseb, ki v bistvu prevzemajo skrbstvene vloge in so zaradi tega v deprivilegiranem položaju v smislu akademskega napredovanja in profesionalnega napredovanja in validacije. Prva tema je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja znotraj organizacije in to v bistvu in splošna organizacijska kultura, torej ukrepi, ki bodisi pomagajo usklajevanje tega privatnega in zasebnega, bodisi teme, kot so family friendly policies, ali pač spremembe načina dela na organizaciji, tako da je ta način dela bolj prijazen za to razmejevanje privatnega in službenega časa, na primer, ali za fleksibilno organiziranje časa. Tako da, kaj to konkretno pomeni, je predvsem nekaj, kar mora temeljiti na analizi potreb in problemov, ki jih zaposleni imajo, in ni nekaj, kar vodstvo vedno lahko avtomatično anticipira, kaj bo koristilo zaposlenim. In tukaj je na primer anketa dober mehanizem, da se zajamejo prav te specifične problemi in izzivi, s katerimi se zaposleni srečujejo. Potem je druga tema uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih. To v praksi pomeni, da inštitucija mora ugotoviti, na primer, ali obstaja močna dispariteta v senatu, na vodilnih pozicijah, na komisijah za habilitacije ali komisijah za zaposlitev. Vsa tista telesa, za katera lahko ali bodisi zdravorazumski ali z analizo pridemo do ugotovitve, da so pomembne, da so mesta moči. Na takšnih mestih moči moramo skrbeti, da imamo nekako paralelno balansirano zastopanje moških in žensk oziroma še boljše manjšin različnih in do tega lahko pridemo bodisi z mehanizmom kvot ali spremembo načina izbiranja ali z nekimi posebnimi zahtevami, kako se bodo formirala ta telesa. Na primer, da se kandidira paritetno število moških in žensk. Potem tretja tema je enake možnosti spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju. To ponavadi zahteva neko analizo, pogosto uporabo nekih kvalitativnih metod, na primer fokusnih skupin ali intervjujev, da se ugotovi, kje so te točke, kjer se zatika, kjer pride do te indirektne diskriminacije deprivilegiranih oseb in kje so, na primer, to, čemur se v teoriji reče sticky floors. Torej, kje se pogosto ženske ali druge osebe, ki se počutijo oziroma so deprivilegirane, pogosto zataknejo v nekem napredovanju in ne pridejo do tistih dejansko uveljavljenih pozicij. In, na primer, tukaj v akademskem prostoru veliko se da narediti v smislu pomaganja, na primer, različnim skupinam, da na neki primerljivo fair način pridejo do izpolnjevanja pogojev za napredovanje oziroma za habilitacijo v višji naziv. Potem četrta tema je upoštevanje vidika spola v vsebini raziskav in poučevanja. In to je v bistvu nekaj, kar zelo je odvisno od disciplinarne usmeritve vsake organizacije in to, kaj spol pomeni za vsebino,
ne vem, raziskovanja, bodisi da je to gozdarstvo ali filozofija, je v bistvu odvisno od same discipline. Tako da je to nekaj, kar v bistvu znotraj strokovnih krogov se mora predebatirati, kaj so smiselni in efektivni ukrepi, a je to dodaten predmet ali prenova predmetov oziroma neki trening za raziskovalce, kako da vključijo dimenzijo spola že v snovanje novih raziskovalnih projektov. To je spet nekaj, kar mora priti ven iz strukture same organizacije. In na koncu peta točka je ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem. To je spet nekaj, kar organizacija mora ugotoviti, kako bo našla efektivne sisteme sankcioniranja in prijavljanja, in ob tem vedno moramo razmišljati o zaščiti žrtev, o prehodnih postopkih, torej kaj narediti v obdobju, dokler se ne ugotovi, kaj je dejanski prekršek, in na koncu, kako osebo sankcionirati, tako da je v skladu z delovnopravno zakonodajo, ki jo imamo v Sloveniji. In to je precej zahteven postopek in se tukaj mogoče največ naučimo na dobrih praksah eni od drugih. Na koncu, v bistvu, da poudarim, načrt ni nekaj, kar se lahko prepiše ali skopira iz ene organizacije v drugo, ampak mora biti unikum za vsako organizacijo, mora temeljiti na sistematizaciji že obstoječih podatkov in verjetno na zbiranju novih podatkov, in tu je na primer GEM anketa eden od praktičnih mehanizmov, kako zberete te relevantne podatke. In organizacija mora dejansko vložiti neke vire in sredstva. Vsi vemo, da smo zdaj pritisnjeni zaradi zahteve financiranja Obzorja Evropa in vsi zdaj hočejo zelo na hitro narediti načrt, ampak v bistvu načrt je dolgoročna stvar in enkrat, ko je načrt narejen, v bistvu se šele tedaj začne dejansko delo na izvajanju ukrepov in je v bistvu treba je smiselno razmišljati, da je načrt nekaj, kar je dinamičen dokument, ki se konstantno prenavlja in prilagaja spreminjanju v bistvu situacije in potreb na organizaciji. Zato pa je v bistvu rabimo tako osebe, ki imajo dovolj nekih specifičnih znanj, imajo čas ukvarjati se s tem in so v poziciji moči, da nekaj spreminjajo. Toliko za uvod, zdaj pa predajam besedo Ani, vmes pa bom pogledala, če imamo mogoče kakšna vprašanja. Ne. No, zdaj vabim Ano za drugi del delavnice. Hvala. Dober dan vsem, tudi še z moje strani. Eni se poznamo, eni se bomo danes spoznali. Torej, moje ime je Ana Hoffman, sem višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za kulturno in spominske študije ZRC SAZU. Sama se ukvarjam z vprašanjem enakosti spolov že od doktorata, zadnje čase pa od leta 2014, ko smo imeli prvi evropski projekt Horizon 2020, ki se je imenoval Garcia. Potem smo v zadnjem obdobju 3 letih že izvajali projekt ACT, ki smo ga uspešno zaključili, trenutno pa poteka še en projekt PIRS. Torej, danes bomo probali nekaj govoriti o tem, kako se pripraviti v bistvu za načrt, za zasnivanje v bistvu konceptualizacijo načrta enakosti spolov, kako ga potem spremljati in implementirati in potem spremljati. V redu, o tem, kar bomo začeli, da ne bomo preveč izgubljali časa, ker v bistvu tudi pri nas je zdaj prišlo do ene spremembe. Kolegica Jelena Čeriman, ki naj bi bila zadolžena za predstaviti v bistvu analizo podatkov in kaj delamo potem s temi podatki, ki jih dobimo iz te ankete, na žalost tudi zbolela in se mi je oglasila jutri zjutraj danes, da je vročina, upajmo, da ni COVID, tako da jaz bom probala tudi skozi ta zadnji del na hitro nekaj predstaviti, sicer verjetno ne bo to na način, na kateri bo Jelena. V vsakem primeru pa vam bom posredovala vse vire in vse, kjer lahko. Jelena pa verjetno bo na voljo v kakšni drugi priložnosti.
Zdaj pa nemudoma bom probala share screen. A se vidi vse? Je v redu? Vidimo, ja, v redu. Hvala. V redu, torej anketa o stanju na področju enakosti spolov, v bistvu zakaj GEAM, ker izhaja iz angleškega naziva ankete Gender Equality Audit and Monitoring. In v bistvu, kaj je pomembno, o čem se bomo danes pogovarjali. Jaz vas na hitro bom peljala skozi zakaj anketa, kaj z anketo dobimo, kakšna je struktura ankete, v bistvu kakšni so moduli, vprašanja, potem še skozi tehnično plat, sicer ne bomo imeli ogromno časa, boste pa dobili podatke in nadaljnja navodila, kako pa, ampak na en način tudi boste dobili informacije o tem in torej, kako izvajati zagon ankete, kaj potem delati, kako spreminjati vprašanja, kako prilagajati svojem kontekstu in svojim potrebam in potem na kratko tudi glede analize podatkov. Po eni strani bom povedala to, kakšna je anketa trenutno, kako jo imamo prevedeno v slovenščini, potem pa tudi bom občasno vpeljala še naše izkušnje iz tega, kako smo mi na ZRC-ju izvajali in kaj nam je prišlo prav iz tega, kaj smo imeli na voljo. Torej, na kratko, ko sem že omenila projekt ACT, pri katerem sem sodelovala, pri katerem smo sodelovali na ZRC SAZU, v bistvu je anketa nastala v okviru tega Horizon 2020 projekta ACT, Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe. In pomembno je mogoče tudi vedeti, da je vprašalnik na en način izhajal iz že enega obstoječega vprašalnika, tako imenovanega ASET 2016 ali pa Athena Survey of Science, Engineering and Technology, ki je sicer naredila partnerska organizacija Advanced Higher Education in je v bistvu že bila izvajana na vzorcu visokošolskih inštitucij v Veliki Britaniji. V tem trenutku se je ASET anketa bolj osredotočala na področje naravoslovja, torej STEM. V ACT projektu pa je organizacija Advanced Higher Education skupaj z UOC-em in Notusom so se odločili, da še dopolnijo ta ASET vprašalnik in ga res probajo prilagoditi na ta način, da se izvaja in uporablja na visokošolskih in raziskovalnih ustanovah, inštitucijah po vsej Evropi in tudi zunaj. Torej, na en način hočem v bistvu povedati, da je ta vprašalnik že eno sondažo, že eno v praksi je že na en način bil izvajan, preden ko se je oblikoval v tej zdaj končni verziji, ki jo imamo tukaj. Anketa je bila zasnovana predvsem seveda v angleščini. V projektu smo se potem počasi odločili za določene prevode. Trenutno so prevodi ankete obstajajo v portugalščini, nemščini, litvanščini, ukrajinščini, francoščini, slovenščini, se pripravljajo naprimer v srbohrvaščino, še eni drugi so prevodi v pripravi. Za nas je bilo pomembno, da smo jo prevajali v slovenščino tudi na ta način, da smo se nekako poglabljali v sam kontekst, tudi smo se poglabljali v jezik, ampak bom o tem povedala še malo kasneje. Sam vprašalnik je v bistvu izhodišče, ki zagotavlja organizacijam zbiranje podatkov o ključnih razsežnosti enakosti spolov znotraj organizacijske enote. Ta organizacijska enota je lahko celotna inštitucija, lahko je posamezni inštitut, posamezna enota, posamezna fakulteta, seveda zdaj odvisno od same strukture organizacije inštitucije, na kateri se vprašalnik anketa izvaja. Kot taka, in zdaj smo slišali tudi od vas, da ste vi recimo zdaj v različnih fazah ali v procesu načrtovanja, če sem prav razumela, pa večina vas tudi v procesu izvajanja, eni pa naprimer kot mi tudi v fazi spremljanja načrta enakosti spolov, torej monitoringa.
v vsaki od teh fazah je zelo pomembno, da uporabljamo, v bistvu delamo analizo stanja in potreb. V tem smislu to, da sondaža stanja se dela samo na začetku, seveda v začetnih fazah, ko načrtujemo načrt enakosti spolov, je zelo pomembno, da začnemo s tem, da že imamo določene podatke, iz katerih bomo izhajali. Seveda pa, če tega ne naredimo ali smo že v fazi izvajanja, vseeno nam anketa je zelo pomembna podpora pri izvajanju, pa tudi pri spremljanju. Torej, kot je že Jovana omenila, zdi se nam, da anketa odlično, na primer, zajema ta pogled različnih skupin. Ko smo rekli, da se sondaža stanja, analiza stanja in potrebe za potrebe načrta enakosti spolov pogledamo inštitucijo v celoti, ampak zelo je pomembno tudi, da glede na to, da se ukvarjamo z enakostjo spolov, upoštevamo določene skupine. In v tem smislu jaz sama, recimo kot nekdo, ki izhaja iz kvalitativne raziskave, kot antropološka, etnomuzikološko-antropološka raziskava, zame je recimo ta vprašalnik bil odlična kombinacija kvantitativno in kvalitativnega pristopa. Čeprav kvantitative je nekaj v tem vprašalniku, zelo pomembno je, da se vprašalnik poglablja prav v to, ko smo zdaj v enem trenutku, je gospa Simona Golič omenila dojemanja, organizacijska kultura. Veliko smo se ukvarjali s tem številke, koliko žensk na teh položajih, koliko moških. Potem pridemo na primer v humanistiki do situacije, da imamo feminizacijo določenih področjih, pa vseeno imamo moške na vodilnih pozicijah, na vodilnih položajih. V tem smislu je zelo pomembno, da ta anketa nekako na en bolj poglobljen način proba sondirati, v bistvu analizirati stanje. Kot taka se anketa uporablja posamezno, torej lahko izberemo določeni sklop ankete ali celotno anketo izvajamo, lahko pa jo tudi kombiniramo v povezavi z drugimi sredstvi zbiranja podatkov. Torej, če so to fokusne skupine, polstrukturirani intervjuji, analiza dokumentov, torej lahko uporabljamo anketo kot, če ona lahko tudi dopolni druge vrste podatkov, ki so na primer že zbrani. Zdaj ne vem, kako je na vaših inštitucijah, pri nas na primer smo v okviru Garcia projekta zbirali na primer na kadrovskih oddelkih številke zastopanosti ženskih in moških na različnih kategorijah, na primer dokaj so se zbirali določene podatki, na primer glede plačnih razredov. Anketa, na primer, tovrstne podatke dopolni po eni strani, po drugi strani pa res pospeši zbiranje podatkov tudi v tej smeri. Mogoče je pomembno, preden ko se zdaj poglobim v samo anketo in njeno samo strukturo, zdi se mi, da se na začetku kot izvajanje ankete, kot priprave NES-a, zelo pomembno se je zavedati tega, da ne smemo to delati in gledati na to kot nekaj, kar lahko načrtuje, izvaja in spremlja, nastavlja v primeru ankete ali vodi ena sama oseba. Jovana je že omenila, da je načrt enakosti spolov en dinamičen dokument. Torej bi mogel spremljati tudi spremembe v sami organizaciji. Ampak, ko smo že omenjali resurse, finančna sredstva, delo vloženo v to, je pomembno, da enako kot NES, kot sama anketa zahteva, na primer, vključevanje več posameznikov iz organizacije, ne nujno v isti fazi. Ena oseba lahko ponastavi anketo, prilagodi, da gor, ampak vseeno v interpretaciji rezultatov je zelo pomembno, da se rezultati ostavijo v kontekst, da se potem ugotovi, kaj ti rezultati pomenijo v smislu nadaljnjih korakov organizacije za njihove načrte, vaše načrte za enakost spolov in potem, da se tudi ti ukrepi, seveda, ki se načrtujejo v skladu s tem in se izvajajo učinkovito. Na primer, skupina, ki bi lahko bila vključena v izvajanje ankete,
pravim, v tej fazi, potem, ko pride tudi do analize podatkov, so lahko in administrativno osebje, in raziskovalci, in potem osebe na vodilnih položajih. Torej, učinkovita ekipa, učinkovita skupina je zelo pomembna za sam načrt enakosti spolov in v tem smislu se mi zdi pomembno, tudi mi smo tukaj pisana skupina, mislim, iz različnih, na različnih položajih smo v naših organizacijah. Naprimer, če dam en primer, naprimer oseba, ki zbira, analizira ustrezne podatke, so lahko predstavniki kadrovske službe, lahko so tudi raziskovalci, raziskovalke, potem pridejo na plan odločevalci, ki lahko zagotovijo, da potem ta interpretacija teh podatkov se pravilno in ugotovitve in vse to, kar imamo iz analize stanja, v bistvu se na pravi način vključi v organizacijsko strategijo in odločanje. V tem smislu mogoče še na kratko povem, da ko začnemo razmišljati, kaj hočemo s to anketo, na en način že vsi delate v enih skupinih ali ste predstavniki skupine za enake možnosti ali enako spolov. Zelo je pomembno to prepoznavanje izzivov in tudi prepoznavanje priložnosti, kaj v bistvu prek teh zbranih podatkov lahko ugotovimo, kaj s tem bomo delali naprej. In enako, glede na politike, ki jih že imamo, glede mogoče na pravilnike, ki jih že imate, na podlagi mogoče izbire vprašanj, naprimer, če dam primer delo od doma, dobimo še dodatne podatke, če se je kaj spremenilo, naprimer v času COVID-a, v percepciji zaposlenih glede dela od doma. Tako da pri razvoju celovitega akcijskega načrta je zelo pomembno potem tudi, kako bomo to anketo, kako bomo izbirali določene sklope, kaj bomo delali s to anketo, ali bomo delali v celoti, ali bomo izbirali določene sklope, določeno vprašanje in kako bomo prilagajali naprej. Če na kratko potem povzamem, kaj je to GEAM. Torej, gre za vprašalnik, ki sprašuje zaposlene na visokošolskih raziskovalnih organizacijah o njihovem dojemanju enakosti spolov in delovnih pogojih na njihovih inštitucijah. Vprašalnik GEAM ponuja vpogled v izkušnje in dojemanje ljudi znotraj organizacije. Torej, vprašalnik izhaja iz tega, da so zaznave pomembne, predvsem naprimer za razumevanje delovne klime, izkušenj ustrahovanja ali nadlegovanja, izgorelosti ali zadovoljstva pri delu in na splošno proba zagotoviti celostno sliko izkušnje enakosti spolov. Torej, gre za izkušnje enakosti spolov, ki presega osnovno številčno zastopanost in sodelovanje žensk in moških v organizaciji. Torej, proba ponuditi orodje za zajemanje zaznav in izkušenj delovnih razmer iz vidika spola. Kaj je pomembno na splošno vedeti? To je, da je anketa odprto dostopna, to je že narejena, obstaja na platformi Lime Survey, ki jo zdaj kmalu boste že videli, je brezplačna, je postavljena online, torej že obstaja kot en ready-made produkt. Jovana, izvoli. V bistvu Valentina je zastavila vprašanje, ki se zdaj nadovezuje na to, kar si rekla, to je, ali je anketa v slovenščini prosto dostopna. Tako da je, oziroma ali gre za spletno anketo. Gre za oboje in Ana bo pojasnila. Ja. Torej, anketa je dostopna, prevedena je v slovenščino in obstaja na platformi Lime Survey. Boste dobili povezavo do tega in lahko potem pogledate, v bistvu dostopate do ankete. Mislim, to bomo skupaj tudi lahko pogledali. Da ne bom zdaj, jaz v tem uvodu itak predstavim, potem zdaj pridemo pa konkretno, kako izgleda ta anketa. Lime Survey je platforma, ki je podobna kot Enka, naprimer, ali kakšne druge platforme. Edino je pri tem tako, da v bistvu ne moremo zdaj to anketo
prestavljati na drugo platformo. Torej, anketa je navezana na Lime Survey, ki boste videli, pomeni kar dobre možnosti za delo. Torej, precej enostavna, zdi se mi, mislim, ni toliko enostavna, delo pa na njej je enostavno. Obstaja en odličen manual, po katerem zelo, zelo enostavno pridete do tega, kako urejati vprašanja in kako potem urejati anketo in jo izvajati. Torej, ko sem že omenila, anketo lahko uporabljate tudi pri načrtu za enakost spolov v kombinaciji z ostalimi zbiranjem ostalih podatkov. Torej, lahko je sama anketa, lahko pa skupaj s tem, kaj ste že, če ste naredili mapiranje kakšnih dokumentov, naprimer, kar je bilo v našem primeru. Mi smo prvo začeli s tem pregledati, kakšni so naši pravilniki, kaj je to, kakšna je pravna podlaga za to, da so določene dejavnosti ali določene delovne razmere z vidika spola izvajajo na takšen ali takšen način, potem pa smo šli naprej v anketo, naprimer. Torej, poti so različne, ampak to je eno od orodij. Torej, zdaj pridemo do strukture vprašalnika. In vprašalnik v bistvu vsebuje te 4 tematske sklope. In vsak sklop obravnava različen vidik, ki je povezan z enakostjo spolov na delovnem mestu. Prvo je, kot ponavadi v vprašalnikih, ta socialno-ekonomsko ozadje in demografski podatki, demografska struktura. In ko vidite tukaj, v bistvu gre za osnovne podatke, ki jih zbiramo, spol, starost, izobrazba. Zanimivo pa je, da ta vprašalnik zdaj uvaja še ta intersekcionalni pristop, v bistvu, da pri tem se zdaj obstajajo še vprašanja spolne usmerjenosti, državljanstva, maternega jezika, invalidnosti in tako naprej. Potem imamo drugi sklop, v katerem se obravnavajo predvsem delovni pogoji, torej napredovanje, zaposlovanje, višina plače, odnos med delom in prostim časom, materinski, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka. Vmes, ko smo delali na tem vprašalniku, smo dodali še eno vprašanje, ki se nanaša na pandemijo COVID. Tretji delovni sklop v bistvu se obravnava vprašanje organizacijske kulture in organizacijskega vzdušja, zdaj iz angleščine tudi to prevod kot organizational culture and also atmosphere. In v bistvu gre za dojemanje zaposlenih, kako sami zaposleni dojemajo organizacijsko kulturo, torej kako dojemajo enakost spolov, kako dojemajo zastopanost moških in žensk, kako dojemajo enakost spolov, razlike v delovanju vlog, naprimer, napredovanju, dojemanju delovnega okolja in klime, kakšni so dejavniki zaposlovanja in napredovanja, in v tem smislu tudi obravnavajo vse to, kar je navezano na organizacijsko kulturo. In potem ta zadnji gre za vprašanja, ki so navezana na medsebojno vedenje in predvsem gre za 3 glavne sklope, 3 glavna vprašanja: mikroagresija, ustrahovanje, trpinčenje in nadlegovanje. Zdaj, če na kratko, zdaj boste tukaj videli v bistvu, kako dejansko izgleda vprašalnik. Torej, ko se odpre vprašalnik, vidite, da imate zeleno opcijo spremeni jezik, torej obstaja slovenščina, lahko tudi izberete angleščino. Zamišljen je vprašalnik tudi na ta način, da istočasno sta vedno 2 jezika. Torej, če obstaja angleščina, ki je ta osnovni jezik, in še prevod. Pri slovenščini je to, v slovenskem okolju je slovenščina, pri španščini obstaja vedno angleščina in španščina,
ali pa angleščina, poljščina in tako naprej. To je tudi zaradi tega, ker smo ugotovili, da mogoče v slovenskem akademskem okolju ne toliko, ampak v ostalih okoljih obstajajo raziskovalke, raziskovalci, akademsko osebje, ki v bistvu ne govori jezika v te nacionalne države in so v bistvu ali to raziskovalci, ki so iz tujih držav, ali so tukaj na kakšnih štipendijah, kakšnem raziskovalnem obisku. Vseeno pa pomembno je, da se tudi zavedamo tega, da obstajajo ljudje, ki ne govorijo slovenščine in za katere je zelo pomembno, da potem ta vprašalnik izpolnjujejo v angleščini in da tudi ne izključujemo te ljudi, ki mogoče prav zaradi nekompetentnosti v jeziku nočejo izpolnjevati te ankete. Torej, za vas je pomembno, da obstaja ta opcija in da vedno obstaja vprašalnik v angleščini in slovenščini in se potem ljudje lahko odločijo. Mislim, ni nujno, da vsi, ki govorijo slovenščino, izpolnijo v slovenščini. Lahko tudi eni izpolnijo v angleščini. Pri nas je bilo zelo zanimivo, da smo imeli kar nekaj ljudi, ki so anketo izpolnili v angleščini, kar je bilo zelo zanimivo. Tudi z te plati, koliko mogoče včasih, če imamo samo raziskavo v enem ali drugem jeziku, izključimo določene skupine ljudi. Torej, pri samem prevodu v slovenščino, ki je trajal res kar nekaj časa, ker pri prevodu ni šlo samo za jezikovno plat. V bistvu pri prevajanju smo se še poglabljali v določene nacionalne specifike politik. Naprimer, v angleški verziji smo imeli ogromno vprašanj glede bonusa, plače, glede različnih dodatkih, ki smo jih mi probali prilagoditi na način, na kateri smo izhajali iz našega okolja, kakšne so, ker vemo, da ko govorimo o enakem plačilu za moške, ženske, ogromno gre za dodatke, v bistvu gre za ene določene, ne gre samo za osnovno plačo in smo pri tem probali nekako prilagoditi ta pogled, ki je bil iz Zahodne Evrope, ker se je itak je bilo samoumevno, da je ogromno teh bonusov, da plača ni fiksna. Pri nas pa smo mogli še malo prilagajati v tej smeri. In drugo vprašanje, ki nam je bilo pomembno, so na primer bila vprašanja vsa, ki so bila navezana za tako imenovano to skrbstveno delo, predvsem v Zahodni Evropi in anketa izhajala iz tega, ni bilo možnosti za tovrstno institucionalno podporo, naprimer pri negi otroka, glede na trajanje materinskega, očetovskega dopusta, ki se zelo razlikuje v različnih državah. Potem smo tudi mi prilagajali vprašanja in odgovore glede na to, kakšna je zakonodaja v Sloveniji. Glede pa vprašanja jezika, kot veste, to je vedno eno pereče vprašanje, kako bomo se dejansko lotili spolno občutljivega jezika v praksi. Tudi smo mi ogromno premišljevali pri prevodu te ankete v slovenščino, kako. A bomo uporabljali podčrtaj, a bomo uporabljali obe oblike, kako se bomo izognili dominaciji, generičnem statusu moške oblike in smo res zaenkrat prav zaradi tega, ker smo pri prevodu te ankete izvajali vmes še 2 delavnici z inštitucijami, ki so sodelovali z nami v ACT projektu iz Slovenije, smo naredili 2 delavnice in se pogovarjali o tem, kako bi zaposleni na določenih inštitucijah reagirali, če bi anketa bila s podčrtajem, če bi bila v 2 oblikah, če bi bila vse žive opcije smo sprobali in na podlagi te sondaže, ki smo jo naredili tukaj z institucijami, z visokošolskimi in raziskovalnimi, smo potem prišli do ene opcije, ki jo vidite tukaj na zaslonu, v bistvu odločiti za neko umestno opcijo. Čeprav konsultirali ljudje, ki so se ukvarjali tudi s podčrtajem, ampak
Na koncu je anketa, smo se odločili pri prevodu za to vrstno obliko spolno občutljivega jezika. To je nekaj na kratko v bistvu o samem prevodu. Zdaj, če se vrnemo nazaj na sklope, ker bi rada, da še enkrat, preden ko gremo v anketo samo pogledamo, gremo skozi v bistvu same določene sklope. Torej, ta prvi sklop, ki se ukvarja z socioekonomskim ozadjem in demografskimi podatki, ko sem že rekla, prinese ene novine. Za vas je pomembno, ko mi zdaj govorimo o anketi kot o eni celoti, za vas je pomembno, da se lahko vprašanja ali določeni sklopi spreminjajo in na koncu vam tudi razložim, kako se to naredi. Torej, vsaka organizacija zaprosi za svoj nalog, in prek katerega lahko preoblikuje obstoječo anketo v slovenščini. Torej, lahko zbriše vprašanja, lahko naredi poseben nalog, na katerem izbere samo določene sklope ali določene vprašanja. Zakaj je za nas bilo pomembno, da v bistvu v tem prvem sklopu obdržimo to, kar so si ti, ki so konceptualizirali anketo, v bistvu zamislili. Torej, smo se hoteli lotiti tudi vprašanj, ki jih do zdaj nismo v Sloveniji na ta način zastavljali. Torej, vedno smo se pri teh demografskih podatkih, torej smo se zastavljali z vprašanjem spola. Zadnje čase pa je kar nekaj očitkov glede te heteronormativnega pristopa v pogledu na spol in prav zaradi tega je v tem vprašalniku možnost, da ljudje tudi izberejo druge opcije. Prej so bile opcije ženska, moški in potem ali drugo, ali ne želim odgovoriti. Pri tem zdaj vprašalniku pa imamo še artikulirane ostale odgovore. Torej, nebinarna, ne želim odgovoriti, drugo, da ne, biseksualka, biseksualec, gej, lezbika, heteroseksualec, straight in tako naprej. Torej, v anketi so ti odgovori seveda po drugačnem vrstnem redu in na drugačen vrstni predstavljeni, da jih lahko izberejo anketiranci, anketiranke, ampak v tem smislu je pomembno za nas bilo samo, da vidite, kakšne so možnosti za mapiranje spolne identitete. Jovana? Hotela sem samo vskočiti glede nebinarnih oseb. Pričakovano je, da število teh oseb bo verjetno zelo majhno in ne bo toliko pomembno za statistično analizo, ker naprimer, če imate 3 osebe, ki se tako izkažejo na inštituciji, ne morete od njih narediti ločeno statistično skupino, vam pa pokaže, ali takšne osebe obstajajo in da v bistvu to pomeni, da inštitucija mora razmišljati tudi o takšnih osebah, neko senzitivnost povečuje, tako da je to naprimer namen tudi te kategorije. Hvala lepa. Ja, torej tudi se na ta način dobi vidnost določenih skupin, o katerih smo se že na začetku pogovarjali. Po drugi strani pa, naprimer, mi smo se odločili za nekaj odprtih vprašanj in je zelo potem zanimivo, ko se križajo podatki v SSPS-ju, včasih se tudi dobijo zelo zanimivi podatki, ne glede na to, koliko ljudi, ampak v vsakem primeru saj damo možnost ljudem, da se lahko deklarirajo, da lahko izrazijo svojo spolno identiteto na ta način, ker prej niso imeli te možnosti. Druga, bi rekla, inovativni pristop tega vprašalnika je to, da vpraša še za tako imenovane osebne občutljive podatke. Torej, ne samo osebne podatke, ki so na en način to spolna identiteta je že sam tako imenovani osebni podatek, ampak pri tem tudi gre za podatke, ki so glavni za dimenzije družbene diskriminacije. In pri tem ta vprašalnik tudi to hoče zajeti. Torej, hoče zajeti vprašanja in možnosti spopadanja z družbenimi diskriminacijami in zaradi tega so vprašanja, ki so navezana na etnično pripadnostjo,
raso, državo rojstva, državljanstvo in tako naprej. Ko smo se s tem ukvarjali na ZRC SZU-ju, smo se potem še z našo pravno službo pogovarjali o tem, kako lahko sploh vprašamo tovrstna vprašanja. Potem so nas pomirili in so rekli, da gre za anonimizirano anketo in da zaradi tega, ker ne gre za GDPR, torej ne gre za podatke, ki so na ta način deljeni, ampak so anonimizirani, da se potem seveda lahko in tudi mi zdaj imamo prvič mogoče na ta način statistične podatke, v bistvu, da imamo malo več podatkov o raznolikosti zaposlenih na naši inštituciji. In v tem smislu je zelo z našega vidika je bilo pomembno, da se lotimo teh občutljivih vprašanj skozi vprašalnik, ker sicer smo se bali in verjamemo, da pomembne diskriminatorne prakse na ta način ostajajo nevidne in jih potem ni mogoče obravnavati z ustreznimi ukrepi za enakost spolov. Torej, to je nekaj, kar seveda vsaka inštitucija se potem odloči, vprašalnik pa zdaj da to možnost. Ja, o tem sem v bistvu zdaj govorila. Torej, da so to vprašanja, ki opisujejo spolno usmerjenost, potem tudi, in to nismo omenili, vprašanja, ki se navežejo na invalidnost, katerokoli zdravstveno stanje, ja, tukaj je neka napaka, in kako sebe ljudje dojemajo kot del večinske ali manjšinske etnične skupnosti in vprašanje glede trans zgodovine, v bistvu transidentitete ali trans zgodovine. To je nekaj, kar je za nas bilo pomembno kot en korak naprej v tem, da so tudi v evropskih projektih smo se do zdaj vedno osredotočili na kategorijo moških in žensk. Kot en korak naprej je v bistvu prav ta pristop, ki prinaša intersekcionalnost, torej da se zdaj križajo določene kategorije, kot so starost, spol, spolna usmerjenost, invalidnost, razred, etnično državljanstvo in potem na podlagi tega lahko govorimo in ukrepamo in prepoznavamo diskriminatorne prakse, kar je tudi eden od pomembnih delov načrta za enakost spolov. Torej, gremo zdaj na naslednji sklop, ki je enako zelo bil pomemben in mislim, da bo tudi za vas. V bistvu, to je samo en izbor vprašanj, ki jih imamo tukaj, ker ni dovolj časa, da bi šli skozi celotno anketo, ki sicer trenutno ima 53 vprašanj in to je kar obsežna anketa. Torej, strukturne vprašanja glede delovnih pogojev, na primer, to je kot ilustracija, da vprašamo od strukturne neenakosti, torej kakšne pogodbe so, kako so ljudje zaposleni do tega, kako usklajujejo poklicno in zasebno življenje. In spet, veliko tega zelo podrobnih vprašanj v bistvu in odgovorov, ki lahko ljudje, ki bojo izpolnjevali, tukaj vidijo in dobijo. Torej, na primer, v delu, ki se ukvarja z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, ogromno glede skrbstvenega dela, ne samo za otroke, tudi za starejše, odrasle osebe. Potem, kako se ljudje spopadajo s tem, glede na njihove delovne obveznosti in na delovno okolje. Evo, tukaj lahko vidite na zaslonu zdaj zaradi službenih obveznosti vam v preteklih mesecih sem preveč utrujena za domača opravila, koliko časa namenim službi. Torej, potem to so vprašanja, ki nam lahko povejo več o izgorelosti, zadovoljstvu, izčrpanosti, pregorelosti, zadovoljstvu na delovnem mestu in tako naprej. Kar se nam je zdelo pa pomembno je, da smo vključili še to vprašanje o covidu,
kjer lahko spet dobimo en vpogled v to, kaj se je dejansko spremenilo v načinu dela in v odnosu in usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. In vprašanje je, na primer, ocenite, ali imate zaradi dela od doma verjetnost, da opravljate naslednje dejavnosti, raziskovanje, poučevanje, administrativno delo in tako naprej. Gremo naprej. Organizacijska kultura in vzdušje. Predvsem v tem smislu, ko sem razlagala sam ta celotni sklop, v bistvu gre za dojemanje položaja žensk in moških in za dojemanje organizacijske kulture v luči enakosti spolov. Torej, ali se vam zdi, da obstaja razlika? Ali se vam zdi, torej, dojemanje in izkušnje? In to se nam v vsakem primeru zdi zelo pomembno, ker spet prinese ta odmik od tega kvantitativnega, toliko moških, toliko žensk, kar v bistvu včasih sploh ne prinese do določenih sprememb, in v tem smislu nam to tudi lahko pomaga, da res zaznamo te vrzeli in da res zaznamo to, kjer so težave, ki se znova in znova ponavljajo. Ker očitno, da se mi v tem našem delu in prizadevanju za enakost spolov soočamo vedno z enimi in istimi zadevami. In predvsem se mogoče s to anketo lahko pridemo do bolj občutljivih podatkov, ki nam kažejo na kako ven iz tega. In na koncu še to medsebojno vedenje. Za nas je bilo to enako na ZRC-ju pomembno, ker smo v naši fazi v prvotnem načrtu za enakost spolov nismo načrtovali tovrstne akcije. Izkazalo pa se je seveda pomembno, ker tudi nikoli do zdaj nismo delali anketo na ta način in sondirali, v bistvu delali analizo potreb in stanj iz teh na tem področju. To je področje mikroagresije. Pri tem se mikroagresija v bistvu razumejo vsa vedenja, ki se čutijo kot diskriminatorna, ki se čutijo kot da enostavno nekdo ravna na neprimeren način do druge osebe. Seveda v vprašalniku je to tudi razloženo. To hočem povedati, vsakič, ko se pojavi nova beseda ali ko imamo določen termin ali nekaj, je ena zvezdica, ki potem razloži takoj pod vprašanjem, kaj pomeni. Seveda, spet so to kategorije, v katerih težko govorimo. Za ene ljudi je mikroagresija se dojema na en način, za druge eno vedenje ni mikroagresija, ampak v vsakem primeru smo probali definirati na najširši možni pomen, kako lahko. In za nas je v tem smislu, se oproščam, bilo zelo pomembno, da se nekako probamo lotiti še tega vprašanja. Mikroagresije in trpičenja in nadlegovanja. Pri tem smo dodali še na tem obstoječim možnostim, ki so v anketi, smo dodali, na primer v naši anketi, ko smo jo mi izvajali na ZRC-SZJ zdaj jeseni, smo dodali še eno odprto vprašanje. Zakaj, na primer, niste prijavljali nadlegovanje ali trpinčenje? Ker se je to zanimalo, v tem trenutku smo tudi pripravljali ta del v akcijskem načrtu, kako lahko, zakaj sploh, kaj bi ljudje rabili, da bi lahko prijavljali tovrstna dejanja. In v tem smislu se nam je ta odprti odgovor, v bistvu odprto vprašanje, se nam je zdelo zelo pomembno. To samo poudarjam, da sami vidite, koliko lahko v bistvu ta vprašalnik ponudi osnovo, vi pa lahko delate z njim naprej. In to se mi zdi mogoče še najboljša plat tega vprašalnika. Torej, kako sploh lahko zdaj vi, če ste zainteresirani, naredite svoj vprašalnik? Prvo, na mail, ki je tukaj, in boste itak dobili ta PowerPoint in vse podatke in vse informacije, zaprosite za dostop do nove kopije. Nova kopija v slovenščini. Ta kopija v slovenščini bo seveda vsebovala še različico v angleščini, ko sem že povedala. Ko dobite
pridete do platforme, ki jo zdaj bom, Lime Survey, ki jo zdaj bom v naslednjih slajdih odprla, in probate, v bistvu začnete s prilagajanjem vsebine vprašalnika svojim specifičnim organizacijskim potrebam. Na koncu tega PowerPointa, in to vam bomo preposlali, je obsežna dokumentacija, ki pomaga uporabnikom, kako upravljati s platformo Lime Survey, kako prilagajati sklope in vprašanja. Ko boste videli, lahko se vprašanja zbrišejo, celotni sklopi se zbrišejo, teoretično lahko tudi zaprosite za več kopij in potem izvajate vprašalnik v več fazah dela na NES-u ali v več fazah. Mi smo, na primer, v jeseni, glede na to, da smo že izvajali eno anketo 2 leti nazaj, v bistvu so nas zdaj zanimala samo določena vprašanja, določena področja, in to so bila področja torej medsebojnega vedenja in COVID. In smo se dejansko odločili samo za 13 vprašanj, skupaj z demografskimi podatki 13 vprašanj, ker smo hoteli eno krajšno anketo, ki nam bo pomagala pri zastavljanju tega sklopa v našem načrtu za enakost spolov. Torej, ko prilagodite vsebino vprašalnika svojim specifičnim organizacijskim potrebam, potem je anketa pripravljena. Vsaka organizacija mora imeti enega skrbnika ankete, ki potem bo spremljal, torej to bo oseba, ki bo odgovorna za, da spremlja stopnje odziva, upravlja anketom, pošilja opomnike, če je potrebno, čeprav sama Lime Survey tudi omogoča, da so opomniki avtomatično pošiljajo. Torej, odvisno od opcije, ki jo boste vklopili, na vsaka, 2 tedna, na 3 tedne, odvisno od tega, kako se boste odločili. In potem še uporabite opcijo statističnega poročila. Torej, na platformi Lime Survey obstaja tudi opcija tako imenovanega preliminarnega poročila, ki ga z dejansko enim klikom v bistvu dobite preliminarne podatke, ki so pa lahko potem pripravljeni za nadaljnjo analizo v SSPS ali drugih platformah, ki bom predstavila kasneje. Torej, to so ta 4 korake, ki jih v bistvu morate izvesti, da sploh da dobite podatke iz te ankete. Ja, kaj je še pomembno? Lahko se mogoče zdaj vrnemo tudi na samo anketo še enkrat. Ok, torej, trenutno, a vidite še ta drugi zaslon? Upam, da ja. A vidite ta Firefox? Ali ne? Ne? Ok. Kaj pa zdaj? Ok. Torej, to je ta vstopna stran za anketo. In ko boste videli tukaj, torej, spremeni jezik. Evo, to so zaenkrat vsi jeziki, ki so nam na voljo. Mi smo izbrali tukaj slovenščino. Uredite sami pozdravno sporočilo. Torej, pomembno je, da potem v tem uvodnem pozdravnem sporočilu napišete vse osnovne podatke, namen izvajanja ankete, zakaj, in tukaj bo se avtomatično pokazalo pozdravno sporočilo. Tega tukaj ni, ker vsaka organizacija zase pripravi sporočilo, v katerem napiše, zakaj se ta anketa izvaja. In potem tukaj, kar je zelo pomembno, je ta politika varovanja podatkov, ki se odpre. Ko boste videli, potem se doda skrbnik ankete, torej vsaka organizacija prilagodi, ko dobite vašo kopijo. Namen raziskave, zdaj tukaj je bil namen raziskave v okviru projekta ACT, ki smo ga mi izvajali, to tudi lahko spremenite. Kdo sodeluje, povsod, ki je rumeno, postopek, ki razloži, kako je anketa strukturirana, in potem vprašanje zaupnosti.
In za nas je enako bilo to zelo pomembno. Torej, ne glede na to, da so vse opcije so anonimne, torej ne obstaja nekaj, da se lahko spremljajo podatki oseb, ki izpolnjujejo anketo. Pomembno je pa, da jih torej ni mogoče identificirati iz posredovanih informacij. In anonimnost, ko so nam razložili, se torej razlikuje od zaupnosti, ko mi, ki zbiramo podatke, poznamo identiteto osebe, vendar te podatke varujemo in anonimiziramo. Tukaj pa sploh nimamo opravka z neposrednimi osebnimi identifikatorji. Torej, ta anketa sploh nima opravka s tem. Torej, nima opravka z e-mailom, imenom, podobno. Obstajajo pa ti različni nivoji anonimizacije in v našem primeru, ker smo se res spustili v to, da smo v teh demografskih podatkih vprašali čist za vse, smo zelo dobro vedeli, da za ene osebe, ki se izpostavljajo, nočemo, da in hočemo zagotoviti popolno anonimiziranost. Torej, več anonimizacij tudi najdete, ker zdaj malo nam čas hitro teče, najdete v manualu, ker v bistvu je zelo, zelo lepo razloženo, katera od teh odzivov izberete. Ampak na voljo imate 3. Mi smo se na koncu odločili za to drugo, anonimizirani odziv s sledenjem, ker je v bistvu omogočal, da določeni podatki ostanejo gor, torej da nekaj imamo, da je vse eno pa do konca anonimizirano. To je to, ko se enkrat soglasite s tem, evo, pritožbe, kontaktna oseba in tako naprej. In potem gremo naprej z izpolnjevanjem vprašalnika. Zdaj pa se jaz vrnem nazaj na moj PowerPoint. Evo. Ok, torej, v tem slajdu sem na hitro v bistvu povedala, kaj je pomembno glede zbiranja politike podatkov in kaj lahko date v to uvodno sporočilo, da je jasno, torej podatki o vaši organizaciji. Mislim, da vam ta slajd mogoče prav pride, ko boste pripravljali vi vaše uvodno sporočilo. Torej, da veste, kaj napisati ljudem, ki v bistvu bojo izpolnjevali ta vprašalnik. In zdaj pridemo do same platforme Lime Survey, torej kako lahko delate na sami platformi. Torej, tukaj je, ko vidite, obstajajo settings and structure. Settings je nekaj, kar v bistvu uporabljate prav za to. Določite anonimnost, določite, kateri sklopi bojo šli prvi, drugi, tretji, kako organizirate celotni vprašalnik. Torej, obstajajo general settings, text elements. Nažalost, jaz sem že probala, ampak ni mi uspelo, v bistvu ne obstaja v slovenščini, tako da boste mogli v bistvu v tem platformi uporabljati angleščino. In Share your survey, tukaj pa obstajata dve povezave, ki potem itak prepošljete vsem zaposlenim ali tem, ki jih v bistvu hočete, da izpolnijo vašo anketo. Text elements, welcome message, end message, to je to, kar bo treba dodati še vaše podatke, v bistvu tekst, ki ga hočete dodati gor. Zdaj gremo naprej. To pa je zdaj structure. In ko vidite, v bistvu v structure obstajajo vsi tematski bloki in vsa vprašanja. Ko se vsak ta odpre, so v bistvu posamezne vprašanja. Zelo enostavno je, ker funkcionira na ta način, da enostavno premakneš določeno vprašanje dol, gor, na ta način mu zamenjaš, na primer, vrstni red. Enostavno delaš na ta način, da
lahko v sami platformi spreminjaš izgled in zaporedje, recimo sklopov in vprašanj. Potem pa vsako skupino vprašanj lahko uredite tako, da kliknete na samo vprašanje, torej kliknete na primer social demographics in se vam odpre. Pomembno je, da vsako vprašanje ima kodo. In to je zelo pomembno tudi pri tem, ko se vprašanja brišejo in dodajajo. In to tudi opozarjajo iz Jorg in vsi, ki so zasnovali anketo, da je zelo pomembno, da obstajajo standardizirana vprašanja, ki so že bila preizkušena in raje zbrišite vprašanje, kot da ga v bistvu, kot da ga nekaj vmes spreminjate vprašanja, odgovore, ker potem res pride do spremembe tudi v angleški verziji. Boste videli, paralelno boste mogli delati v eni in drugi verziji. Če nekaj dodate v angleški verziji, boste mogli dodati v slovenski in obratno ali zbrisati. Jovana. Valerija je majčkeno prej v čatu sestavila... Jaz se oproščam, ker jaz ne vidim čet zdaj, ko govorim, ker imam celotni zaslon. Tako da, evo, hvala, Jovana. Jaz skrbim za čet in odgovarjam na vprašanja sproti, ki... Hvala. Torej, samo je jasno, vsako vprašanje v bistvu ima določeno kodo, CD008. In zaenkrat vsako vprašanje ima, torej, vsaka koda ima angleško verzijo, slovensko verzijo. Če vi hočete vprašanje izbrisati, v bistvu izbrišete kodo. Če hočete dodati vprašanje, morate s tem ustvarite novo kodo in potem ta koda spet mora imeti svojo identično angleško in slovensko različico. Zaradi tega se v bistvu obstoječe vprašanje ne da spreminjati, ker bi zahteva torej spreminjanje tudi obeh verzij in vpliva na kodo. V bistvu je lažje ustvariti novo vprašanje. Točno to, in novo kodo. Ja, ker potem to preveč spreminjanja, spremeni ta odnos kode in vprašanja, ker vsako vprašanje je navezano na določeno kodo. To je za nas mogoče bil ta glavni izziv. Čeprav ni sploh bilo toliko težko. Izbrane vprašanja potem uredite, torej greste na samo vprašanje, question overview, in v tem question overview lahko, evo, ko boste tukaj videli, se oproščam, spreminjate konkretno samo vprašanje. Torej samo dikcijo, samo artikulacijo vprašanja. English enako kot Slovenian. Torej za vsako vprašanje se spet odpre zaslonček ta in enako spreminjate, kliknete na ta tab ali na ta in spreminjate samo vsebino vprašanja. Tukaj zdaj ne vem koliko časa, mogoče, če nam bo še kaj časa ostalo, lahko skupaj pogledamo še ta video. Ogromno se mi zdi, kar je še najbolj, še to opis ankete, pozdravno in končno sporočilo lahko uredite v elementi besedila v levi vrstici, kar sem že na začetku povedala. Tudi to sem že povedala, da je anketa anonimna, obstajajo 3 možnosti zasebnosti in podrobna navodila o tem tukaj najdete, torej lepo preberete in se na podlagi tega, kar so ponujene opcije, odločite tudi za te različne ravni zasebnosti. In sem isto omenila ta Lime Survey Manual, ki je zelo, zelo natančno in enostavno napisan. Torej, zame je bilo precej na en način enostavno se lotiti tega. In tukaj še, ko že uredite vse ali uredite katerokoli spremembo narejeno v anketi, potem to lahko preverite s tem preview survey. Torej, vsako spremembo preverite, mislim, deluje podobno kot večina, ne vem, delo na kateremkoli blogu ali WordPressu. Zelo podobno je, na primer, WordPressu, če je nekdo delal v takšnih
relativno enostavnih platformah. Ok, torej na koncu, da bomo imeli še kaj časa za vprašanja, izzivi in izkušnje iz prakse. Torej, anketa je obsežna. Odvisno od tega, katere demografske podatke boste, vse skupaj je med 61 in 63 vprašanj. Zdaj, odvisno od tega, kaj. Anketa je dvojezična, to smo že povedali, in da se, kar pomeni vedno prilagajanje sklopov vprašanj v obeh jezikih, pozornost na kode posameznih vprašanj in za nas je bila zelo primerna, na primer, za dodajanje odprtih vprašanj. Ker v času, v enej fazi implementacije GEP-a včasih je zelo pomembno tudi dobiti, kako bi rekla, bolj interaktivno in tudi predloge, katerekoli odzive na to, kar smo do zdaj delali, in zdelo se nam je odlično, mislim, težko je zdaj delati intervjuje zdaj z zaposlenimi, ampak včasih, ko smo že določene akcije v okviru akcijskega načrta izvajali, je prav pride tudi to. Predlogi, komentarji na to, kar je že bilo narejeno, tako da v tem smislu nam se je zdelo prav, da smo po eni strani imeli osnovo, ki nam daje ogromno možnosti, in prav zaradi tega je ta anketa obsežna, ker ona res proba ponuditi vse. Vi pa lahko iz tega izberete, kaj je za vas v tem trenutku, v tej fazi izdelave NES-a pomembno. Na kratko samo o podatkih, torej kako izgledajo neobdelani podatki. Izvoz in shranjevanje, torej razen tega, da obstaja opcija, da se naredi ta hitro poročilo, Lime Survey izvaža vse te različne formate, ki so standardni formati za statistično obdelavo, SPSS, Excel in tako naprej. In odvisno od formata, enostavno shranite datoteko. Mi predlagamo in so tudi oni predlagali, da so podatki zaščiteni z geslom ali pa na določeni napravi, ki stoji nekjer v organizaciji pri določeni osebi, skrbniku, skrbnici ankete. In predlagajo tudi še šifriranje podatkov. Zdaj odvisno od vaših izkušenj. To je pa predlog, ki smo ga tudi mi sami upoštevali. Orodja. za obdelavo, SSPS, Excel, RStudio, JASP, mi smo uporabljali SSPS. Torej, naprimer, kako izgleda to vizualiziranje tih prvih podatkov, ki jih dobimo, poročanje, obstaja opcija, tukaj je tudi razloženo, kje dobite informacije o tem, kako naredite sami preliminarne podatke, in potem so ti preliminarni podatki lahko v tej obliki. Pri nas smo, na primer, za demografske podatke uporabljali tovrstne, za določene vprašanja pa tovrstno predstavitev rezultata. Vprašanja? Mogoče samo preden gremo na vprašanja. Ena udeleženka ni imela priložnost se predstaviti, so bile neke tehnične težave. Vabim zdaj Tanjo Prešeren, da še ona se predstavi, dokler čakamo vprašanje. Ja, hvala lepa. V bistvu niso bile tehnične težave, samo sem mogla ven skočiti, pa sem pol, ko sem nazaj prišla, sem videla, da zaključujete. Tako da ne vem sicer, a ste imeli kakšen koncept, kaj pravzaprav vse pove ali... Ne, samo recite, odkot prihajate, pa na primer, zakaj ste tukaj na delavnici, kje ste prišli v izdelavi načrta. Ok, hvala. Prihajam z Inštituta za hidravlične raziskave. To je najmanjši javni raziskovalni zavod v Sloveniji in v bistvu imamo dva izziva, ki se tiče priprave tega načrta. En izziv nam predstavlja v bistvu to, da smo zelo majhni, od 1. marca nas je vsega skupaj 12 v kolektivu, raziskovalcev je 5. Drugi izziv v bistvu pri tej tematiki je pa ta, da je naše področje delovanja
V bistvu po izobrazbi raziskovalci so gradbeniki, hidrotehniki in smo že nekako potem, bom rekla, že bazen, iz katerega črpamo. Pustimo, po spolih je zdaj sploh ni debate, ker v bistvu imamo težavo že sploh pri zaposlovanju v tem momentu, ker je čist izčrpan trg dela, kar se tiče inženirjev gradbeništva. Ampak tako, tukaj res nam mogoče tole malo zalogati, kot ste rekli, ne more se tega kar prepisati od neke druge institucije, če želimo dobro zastaviti. Pa po drugi strani tako majhni instituciji to predstavlja kar zalogaj. Nisem povedala, v bistvu, jaz sem direktorica zavoda, tako da tudi to pokaže na to, da v bistvu nimam enega močnega kolektiva. V tem smislu, nimamo neke te podporne strukture, toliko močne, kadrovsko podprte, kot kakšna večja institucija, in pa če to res za nas en tak zalogaj. Tako da ja, to dvoje, jaz sem v bistvu tudi razmišljala o tem, kako vključiti ta vidik, da dejansko z področja tehnike na fakulteti za gradbeništvo je nekje približno tretjina žensk, ki zaključijo študij. Zdaj govorim o tej včasih univerzitetni, danes magistrska stopnja. Tako da, ja, to sta nekje dva izziva, pa tudi dejansko, kar se mi je zdaj porajalo, ko smo govorili o tej anketi, pri takem majhnem kolektivu je kar težko zagotoviti anonimnost. Če odgovarjaš na neka vprašanja, imam izkušnjo, ko sem imela seznam zaposlenih brez imen, pa so bila, samo delovna mesta, določeni elementi, pa mi je dekan fakultete, ki samo si delimo stavbo, mi je ime povedal za vsako vrstico, tako da si lahko predstavljate, da res to anonimnost je kar težko pri nas zagotoviti, čeprav je na papirju, ampak ne, samo z odgovori se lahko marsikdo razkrije. Tako da ja, mogoče čisto. Hvala. To je definitivno izziv. Metodološko en način, da se doseže večja anonimnost, je, da se pol določene demografske kazalniki izključijo, s tem so pa podatki seveda manj mogoče kvalitetni. Druga opcija je, da izberete drugo metodologijo namesto ankete, naprimer kvalitativne metodologije, kot so fokusne skupine, kjer ni anonimnosti, ampak dajejo mogoče druge vrste kvalitetnih podatkov. In tukaj za fokusne skupine se lahko uporabljajo naprimer nabor vprašanj, ki je v anketi, ampak ne v obliki ankete, ampak v obliki moderiranega pogovora. Samo to je kar zalogaj. Imamo koga še kakšno vprašanje vezano na anketo? Če smem, samo en komentar, meni se zdi zelo v redu, da je tudi opcija, da ne želiš odgovoriti. Saj na ta način ima tudi nekdo možnost, ki misli, da je nekako prepoznaven iz določenega odgovora, da se temu izogne. Ker recimo pri nas na inštitutu, pri nekaterih anketah, pri določenih vprašanjih je bilo obvezno nekaj izpolniti, ki te je recimo določevalo. Tako da to mi je zelo všeč. Ja, tudi to je del spopadanja s temi diskriminatornimi praksami. Potem, če res urivaš, da nekdo se mora odločiti, spet ne pridemo do tega, kar smo hoteli s tem. Tako da ja, absolutno. Ana, mogoče bi jaz imela vprašanje, nismo se dotaknili tega, komu je anketa namenjena, vsem zaposlenim, raziskovalcem, nekaj o tem. Ja, hvala. Ja, anketa je namenjena vsem zaposlenim, torej in administrativnemu podpornemu osebju in raziskovalcem in raziskovalkam, tudi MR-jem, torej ljudem, ki so na začetku znanstvene kariere. V tem smislu je tudi možnost in obstaja v enem delu ankete obstaja tudi, da se izbere na primer določena organizacijska enota,
torej ne nujno za celotno inštitucijo, ampak da se lahko v opcijah izbere, kot izpolnjujejo ljudje, torej da je opcija še administrativno osebje, raziskovalec in še na ta način dobimo še določeno presečišče podatkov. Na isti način gre za organizacijske enote. Lahko se izbere, naprimer, če se odloči večja inštitucija na nivoju univerze, naprimer, na Primorskem, naprimer, da možnosti za vsako fakulteto potem, da se naredi še posebej, ne vem, fakulteta, ta inštitut, in na podlagi tega potem s pomočjo tega imaš anketo, ki je za vse na univerzi, dobiš pa podatke za določene posamezne enote, kar se zdi posebej zanimivo, ker smo se zadnje čase v teh naših projektih tudi ukvarjali s tem, z razliko, kako uvajati načela enakosti spolov na raziskovalnih inštitucijah in še na visokošolskih inštitucijah, ker niso nujni pogoji dela na teh delovnih okoljih ne funkcionirajo na isti način. In prav na podlagi tega se potem, če se nekdo loti, res, mi zdaj na ZRC-ju nismo imeli takšne opcije primerjanja teh podatkov, ampak lahko se teoretično tudi primerjajo podatki med fakulteto pa inštitutom, ker potem dobiš zelo različne poglede mogoče na raziskovalno delo, ali na poučevanje, ali na status dela od doma, ali na napredovanje, na odhajanje kadrov, kar smo že slišali, zakaj mlade ženske na začetku kariere odhajajo in nikoli ne pridejo do te, ali ne vem, izredne profesorice statusa položaja, ali naziva, ali pa znanstvene sodelavke. To so te prelomni, tako da ogromno je tega, kar se lahko naprimer tudi v tem smislu tehnično naredi, ali pa se izbere osebje. Še kdo? Ja, Tina. Je bila pa bolj mogoče uporabna tudi z anketo med študenti? Zaenkrat ne, ker je anketa v bistvu res se poglablja v pogoje dela in izkušnje in dojemanja predvsem v akademski sferi. Torej za študente, ki še ne delajo v delovnem okolju, ki je navezano na akademijo, mislim, da ne. Se mogoče samo v tistem modelu, ki se je nanašal na diskriminacijo, se mi je zdelo zanimivo, ne, recimo podatki, ne? Ja, naprimer to ja, mogoče se lahko naredi samo en del. Ja, sociodemografski pa se naprimer izbere COVID ali nadlegovanje trpinčenje. To sem imela v mislih, ja. Odlično, evo, zdaj tudi skupaj pridemo, ker mi nimamo študentov na... Tisti del bi bil recimo zanimivi podatki, recimo v smislu priprave pravilnika, mobbing, delovno mesto pa kombinacija s študenti, ne? To, ja. Mogoče pa lahko poskušamo. Ja. To je nekaj podobnega, naprimer, in ko pravim, ta naša anketa imela, jaz mislim, skupaj 13 vprašanj, prav to, torej sociodemografski, mikroagresije, trpinčenje in nadlegovanje, mi smo imeli še COVID, ampak zelo enostavna, dovolj dokaj kratka, v hitrem času se naredi, odpira pa pomembno vprašanje. Lahko pa dodate to, kar sem jaz že rekla, mi smo dodali par teh odprtih vprašanj, zakaj niste poročali. Vse to, ja. Hvala vam, ja. V bistvu anketa je tako modulirana, da vi naprimer lahko izvedete v mesecu novembru anketo, ki naslavlja samo spolno nadlegovanje, v mesecu marcu pa naprimer work-life balance. To je mogoče tudi pragmatična odločitev, ker če se vsi sklopi vključijo, anketa postane res predolga in to dokazano zmanjšuje uspešnost oziroma število ljudi, ki dokončajo anketo. Če razbijete na manjše sklope, pol dobite mogoče večjo odzivnost. To je ena od rešitev. Ja, ker obsežnost te ankete je tudi v tem, da ponuja ogromno možnosti za odgovor.
v bistvu vprašanja so strukturirana relativno enostavno. Potem pa res ponuja možnost, prav to, ko smo rekli, nočem, ne vem, nočem se odločiti, pa to ogromno možnosti teh odgovorov. Prav zaradi tega, ker hoče ujeti te izkušnje in čim več tega. Ja. Super, hvala. Ima še kdo vprašanje? Ja, Andreja. Živjo. Mene pa samo zanima, kako vi ocenjujete uspešnost te izvedbe ankete pri vas? Mislim, kakšen je bil odziv med zaposlenimi? Zanima, na kakšnem obsegu ste to izvajali, verjetno znotraj celotnega znanstveno-raziskovalnega centra, ja? In kakšen je bil pravzaprav odziv, ne? Strani strokovnih delavcev, strani raziskovalcev? To bi me zanimalo. Hvala. Ana bi rekla? Se mi zdi, da je mogoče Ana zmrznila. Ana? Se oproščam, pri meni je očitno prišlo do tehničnih napak. Verjetno sem se zmrznila. Ja. Si slišala vprašanje? Ne. Aha, okej. Vprašanje je bilo, kakšna je bila uspešnost naše ankete na ZRC-ju, odzivnost pa reakcije zaposlenih. Okej, torej mi imamo okvirno 300 zaposlenih na ZRC-SZU, response rate je bil 150, kar je dokaj uspešno. Mi smo bili precej zadovoljni, ker tudi prvič izvajamo zelo občutljivo anketo v smislu z občutljivimi vprašanji in pa odgovori. Reakcije so bile veliko. Jaz iskreno sploh nisem pričakovala, da ljudje bodo na ta način odprti in direktni. Posebej, ker gre za mikroagresije, trpinčenje, nadlegovanje in res, ker smo paralelno delali anketo z inštitucijo v Beogradu, z Inštitutom za filozofijo in družbeno teorijo, oni so precej bili manj eksplicitni. Precej manj zavzeti, da bojo povedali nekaj o tem. Pri nas smo dobili ogromno odgovorov na ta odprta vprašanja, ki so v bistvu mogoče še najbolj, bi rekla, povedna za celotno situacijo. In na podlagi tega zdaj lahko oblikujemo to, kar nas naslednje čaka in pri čemer tudi Jovana sodeluje, v bistvu je ta pravilnik, ki ga oblikujemo v okviru naše skupine za enake možnosti in etiko. In v tem smislu lahko rečem, da je po eni strani zelo pozitiven odziv, sprožila je, to sem zdaj slišala, po neuradnih poteh, še nekaj, bi rekla, sprožila je dodatnih debat in eni so že mislili, nekaj se že ve, kaj se pri nas dogaja. Torej, odprla je ena vprašanja in zdi se mi zelo pomembno, ko se začnemo pogovarjati o tem, v bistvu se ljudje čutijo bolj povabljeno in mogoče bolj sproščeno, da povejo nekaj, kar sicer ne bi. To, da smo sploh naredili anketo na ta način, ogromno že pove ljudem, da se čutijo bolj opolnomočeno, da nekaj naredijo, da se nekaj dogaja. Seveda smo mi že jasno izpostavili, zakaj delamo anketo. Po drugi strani lahko rečem, da je bilo mogoče ena odkrita negativna reakcija, ker se je seveda, kot na vsaki inštituciji, enim se je zdelo, da so vprašanja preveč sugestivna, da se že nekaj implicira, da že to, da povemo, ali je nekdo doživel nadlegovanje, da je to že nekaj, da ljudje se morajo odločiti ali nekaj povedati, tako da lahko rečem, da je bilo nekaj rezistansa, ampak res minimalno in od pričakovanih strani. Bi rekla, ljudje, ki nasplošno vidijo vprašanja in prizadevanja za enakost spolov kot nekaj, kar je od zunaj, kot nekaj, kar je na silo, kot nekaj, kar je ena nova ideologija, gender ideology, ampak mi se že s tem spopadamo, delamo mirno, delamo počrtaje, delamo naprej. In smo ugotovili, da je to edini način, da enostavno stvari grejo naprej. Seveda zelo smo odprti jaz vsakič lepo razložim, vedno povem in priznam tudi, ne glede na to, koliko je zdaj ta odločitev Evropske unije glede NES-a
mogoče se zdi dokaj deklarativna, na en način mogoče dekretna. Spet pa pomaga pri eni argumentaciji. Včasih tudi, če hočeš nekaj premakniti, pa poveš, ok, ampak to je zdaj pogoj za Horizon. Če hočemo živeti od teh projektov, živimo od njih, na en način zaradi tega tudi delamo. Tako da pozdravljam, tudi smo na teh naših sestankih pri teh evropskih projektih, tudi ko smo se pogovarjali o tem, kakšni sklopi bojo za ta pogoj, ko smo se pogovarjali o samem pogoju, seveda smo bili dokaj kritični, ker vemo, da niso vse države, vse inštitucije v istem nivoju, ne razumejo, niti imajo iste strukturne pogoje za izvajanje. Zdaj smo slišali en majhni inštitut, ki dejansko se spopada z drugimi težavami. In smo bili zelo kritični do tega, a je dejansko v redu, da se zdaj nekaj postavi kot standard in zdaj ne glede na različne strukturne pogoje. V vsakem primeru spet, ko delamo tukaj na terenu, nam ta pogoj ogromno pomeni. Tako da smo na en način uporabljamo ga, da ene stvari peljemo naprej. Odzivi posebej, glede covida, nismo pa preveč zanimivih podatkov dobili, razen tega, da so se oglašali ljudje, ki imajo majhne otroke. To je zelo zanimivo, mislim, in tudi pričakovano na en način. Po drugi strani, glede mikroagresije, trpinčenja in nadlegovanja, pa zelo, zelo eksplicitne in odprte odgovore in sem zelo hvaležna, da so se ljudje čutili varno, da nam povejo več o tem. Hvala. Jaz bi mogoče dodala izkušnje iz ankete, ki smo jo izvajali pred GEAM-om. To je bilo preden smo zaključili prevod GEAM ankete, smo pa izhajali iz istega vprašalnika. In se je nama, naprimer, mi smo zastavljali neka druga vprašanja, bolj work-life balance, predvsem to. In se je pokazalo, naprimer, da obstaja bistvena razlika v dojemanju izkušnje dela med ženskami, ki so raziskovalke in tistimi, ki so administrativno osebe. Nimajo iste potrebe, nimajo iste težave in tudi ne razumejo se med sabo. In tukaj so nam, naprimer, odprta vprašanja dala zelo lep pogled v dve stvari. Eno je, da moramo delati na tem, da na tej dodatni komunikaciji, ko pričakujemo od podpornega osebja, da izvaja neke ukrepe ali zbira neke podatke, kar oni dojemajo pogosto kot dodatno delo, in je v bistvu treba razložiti zakaj se to dejansko dela, da to njima ni samoumevno. In po drugi strani, da je v bistvu element bistvene razlike je projektni način dela. In da tudi raziskovalci sami med sabo niso vsi v istih delovnih pogojih in da pol je treba v bistvu vključiti v izvajanje ukrepov tudi to zavedanje, da so eni ljudje bolj podvrženi prekarnemu načinu dela in za njih pašejo določeni ukrepi bolj kot tisti, ki so, naprimer, stalno zaposleni in se mogoče je njihov fokus drugje. In tukaj so nam odprta vprašanja bila koristna. Ok, jaz bi, ker zdaj počasi že končujemo, če ni kakšnih urgentnih vprašanj, bi samo rekla, da vam bomo posredovali še ta PowerPoint. Na samem koncu v slajdu boste dobili vse resurse, vse informacije, torej vse linke na videe. Zdi se mi, da mogoče, če se na začetku osredotočite samo na te video knjižnico, ker je zelo enostavno predstavljeno v bistvu vse uvod v GEAM, kakšna je platforma, kaj se lahko naredi. Potem pa še imate manual, še dodatne podatke, kako deluje Lime Survey, in mislim, da vam bo pomagalo tudi pri tem, če se boste odločili, ko se boste odločili naprej. Hvala, Ana. Imamo še kakšno vprašanje? Seveda, če se vam porodijo kakšno vprašanje, se lahko obrnite na nas kasneje. Mislim, da Boštjan je nekaj.
Nisem bila sigurna, je bila samo... Jaz tudi ne. Jaz bi sam rad se zahvalil za to možnost pač izvedeti za podrobnosti tega koristnega pripomočka, ki ga bomo sigurno tudi priporočali, če se da, tistim, ki jih to zanima. No? Ker smo dobili v zadnjem letu ali pa prejšnjem letu tudi že nekaj vprašanj in je velikokrat zelo nesporazum, pravzaprav ljudje mislijo, da je treba narediti tako kot velja recimo ta zgodba nesrečna o preprečevanju nadlegovanja, pač nekje en papir, en šimelj. In ne razume, da je to proces, ki ga je treba prilagoditi vsakmu posebej, če pač resno misliš s tem, ne. Do zdaj so pa klikali na projektih kljukce, da se zavezujejo k enakosti spolov. Zdaj treba pa zelo bolj pokazati, kako to si zamislil, ne. Tako da res hvala, tudi mi bomo po moje razmislili o tem, kako bi mogoče malo zmerali kdaj stopnjo raznolikosti na delovnem mestu ali pa razmišljali tudi o tem, kako bi mogoče tudi kdaj izvedeli za te podatke, ne? Če to ni skrivnost, ne? Ki ostane potem v vsakem takem okolju. Če bi se te podatke zbirali ali pa malo bolj analizirali, ne, širše, bi dobili zelo, zelo zanimive uvide v tisto, kar ostaja skrito, ne, kar nikoli ne bo prijavljeno, pa tudi konec koncev te podatke o enakosti, ne, da tako rečem. Da to niso osebni podatki, ne, to so pač podatki o enakosti, ki lahko pokažejo neke strukturne tudi probleme, ne samo posamezne neke odklone ali pa pojave, ne, in to pač pol omogoča, da tako rečem, ne samo, da se lotiš problemov, za katere veš, da obstajajo, ampak da tudi pravzaprav tistim, ki so odgovorni, ne, ali pa odločevalcem, lahko dokažeš, da si jih nisi zdaj sam izmislil, ne. V najslabšem primeru ti pa očitajo, da s tem, ko daješ probleme na mizo, upravičuješ svoj obstoj, ne vem kaj. Ne, kar lahko recimo pol tudi doleti tiste, ne, kot to samo opozarjam, no, kot nek odziv, ne, tiste, ki so pol določeni, da izvajajo takele načrte, ne. Kaj zdaj tam neke papirje prekladajo, pa ankete analizirajo, ne. Pač to, se pravim, zelo pomembno je, da se ta proces zdaj dogaja in glede samo evropskih pač perspektive, ne, nekateri v bistvu zaradi tega, ker je zdaj Evropska komisija tako resno začela svoje malhe pogojevati s takimi pristopi, govorijo, da so to res pač game changerji, ne, v tem smislu, da to ni zgrda, pa ni prisila, ne, ampak čisto zlepa pač določaš pogoje, kako boš ti porabljal svoj denar, ne. In to so tudi sredstva, ki bi jih mogoče pri nas doma, pač da tako rečem, v državi, tudi na kakšnih drugih področjih lahko država izkoristila, pa je skoraj tako blasfemično o tem sploh razpravljati. O tem bi se pogovarjali že... Res čestitam za to, da boste tudi ta svoje znanje, ki ste ga predelali, zdaj delili z drugimi, no, in izkušnje in prakso. In predvsem praktične pripomočke. Tako da hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala vsem za udeležbo. Mi smo se odločili, na primer, za našo anketo, da bomo naredili eno poročilo, bolj podrobno za odločevalce, in mogoče eno bolj, kako bi rekla, nekaj bolj obštega, nekaj bolj za našo spletno stran in bomo to tudi delili z vami, ker isto nočemo, da enostavno te informacije ostanejo nekjer skrite. Prav zaradi tega, ker so občutljive same. Hvala vsem še enkrat. In vas bomo držali na mailing listi in obveščali o nadaljnjih izobraževanjih in tudi o dejavnosti, ki se dogajajo v našem projektu, ker v bistvu po eni strani zbiramo podatke o tem, kaj se dogaja v akademskem prostoru, po drugi strani pripravljamo priporočila in usmeritve, kaj je treba spremeniti in kaj raziskovalne organizacije lahko aplicirajo v svojem delu. Hvala vam in ostajamo na vezi, vi se pa lahko vedno obrnete na nas vprašanje.